Ej, Hugo, danes bova spoznavala Ljubljano. Čakava Ljubljano. Ja, ona je turistična vodička. O, živjo! Živjo, čau. Živjo. Kaj pa sploh je delo turističnega vodiča? Moraš predstaviti v najboljši luči svojo državo, svoje mesto. Jaz običajno delam z Italijani in vedno sem potem zelo vesela, ko vidim, da so res navdušeni, da si res želijo se vrniti v Slovenijo in predvsem v Ljubljano. Če je vodnik slabe volje, potem je tudi slabi vtis na turiste, ki bojo imeli slabe spomine. Tako da moraš znati ne samo predstaviti stavbe, ampak predstaviti tudi življenje v svoji državi in v bistvu navdušiti turiste. Ali je lahko vsak turistični vodič? Ja, prvo kot prvo moraš imeti to veliko željo, da to postaneš, potem pa seveda so tu izpiti in potem ti dajo jaknico, izkaznico in si vpisan v register in lahko delaš. Kako pa sploh izgleda izpit za turističnega vodiča? Najprej smo imeli kar nekaj mesecev tečaja, smo se združevali, spoznali vse od zgodovine, arheologije in tako naprej, potem je pa prišel dan izpita. Ne več v razredu, ampak na terenu, pred komisijo. Če zdaj pomislim, v bistvu, kako sem takrat pred njimi, pred komisijo vodila, moram reči, da to je bilo čisto nekaj drugače. Potem se pa seveda turistični vodnik s svojim znanjem naredi. Prvič se bojiš, drugič malo manj, tretjič, pa začneš uživati. A ste vi že prej znali italijanščino? Certamente l'italiano la mia prima lingua e sono italiana. No, italijanščina je prav moj materni jezik, tako da v bistvu znam boljše italijansko govoriti kot pa slovensko. Vodenje ni samo jaz nekaj povem, vi me pa poslušate. Ne. Turisti sprašujejo, kaj se tukaj dogaja, kakšno je življenje tukaj in resnično moraš biti na tekočem z jezikom, da narediš v bistvu to predavanje tudi bolj hecno. Ne, da jih malo animiraš, ker drugače je dolg čas, drugače je tako, kot če bi skozi enega profesora poslušal, tukaj mora biti pa zabavno, ne. Kje se pa dobite s turisti? Ja, običajno se zmenimo prav na tem trgu. Kongresni trg v Ljubljani je res značilen, kajti seveda je cesta, tako da oni lahko malo stopajo, pridejo sem in kaj vidijo? Vidijo veliko spomenikov. Kateri je pa tisti spomenik, recimo, ki najbolj izstopa? Grad, Pa univerza? pa filharmonija. Ja, grad recimo je spomenik, ki ga vidijo že, ko so v avtobusu. Oni se peljejo proti Ljubljani, proti centru in vidijo ta grad. Prekrasen, to jim je vedno najbolj všeč, potem ko sem pridejo, imajo pa seveda priložnost. Prva stvar, ki vprašajo je, kaj pa je to? A je to grad? Vedno, a je to grad? A nima turistični vodič nekaj v rokah, da turistom da se turisti ne zgubijo? Ja, in lej ga zlomka, jaz imam tudi danes nekaj, lej. Tole tako držiš in te turisti ne morejo zgrešiti. Zakaj pa to rabimo? Zato, ker se zgodi, da je velikokrat res veliko turistov in med sabo se turisti včasih ne poznajo. In lahko se zgodi, da zgrešijo vodnika, če ne vidijo dobro pred sabo, kdo jih vodi. Jaz imam včasih druge rože, sončnice, včasih imam zastavico, včasih imam samo eno palčko, samo da je nekaj. A Ljubljanica je tudi del znamenitosti Ljubljane? Absolutno. Turisti vedno vprašajo, kako se pa imenuje ta reka. Reka je vedno tista točka, ki res preusmeri ljudi proti njej. Se vidiš, vsi lokalčki so tukaj okrog, barčice plujejo. Videti Ljubljano iz reke, ko ta barčica pluje in recimo en sokec gor spiješ in poslušaš vodnika, kako razlaga o Ljubljani, je res nekaj enkratnega za probati. To je tudi zelo lepo. To je krasno, to je novi trg. In od tukaj lahko vidimo spet grad, in potem imamo ta ročni vodnjak, potem pa Vnuk. Super, kaj je v Vnuku? V Vnuku so najpomembnejše knjige. Knjige in stavba je tudi zelo pomembna, kajti kdo je zgradil? Plečnik. Ja, bravo, znaš. No, zdaj pa prišel čas, da tudi vidva pokažete malo svoje znanje. A je prav? Izvoli. Tako, zdaj si ti vodnica in povej mi, kdo je ta gospod? Včasih je bil župan Ljubljane, župan Hribar. Tako, in zakaj je zaslužen? Za mnoge stvari, kot na primer za Prešernov spomenik. Tako, bravo. No, Hugo, zdaj pa boš pa ti nekaj povedal. Tole je mestna hiša
v kateri dela župan. Pa imamo tukaj še kakšno znamenitost. Ja, tamle je vodnjak, čakaj, kako je že, Robov vodnjak. Bravo. Sedaj se nahajamo v bližini Prešernovega trga in sicer pred Tromostom. In kdo je naredil Tromostovje? Plečnik. Wow, bravo, vidva sta res pripravljena. Veste kaj, gremo vsi trije zdaj proti Prešernovemu spomeniku in gremo pogledat, če so turisti, ki potrebujejo kakšnega vodnika. Novega, pejmo! Pejmo.